Drage študentke in študentje, lepo pozdravljeni v zadnji oddaji v letošnji sezoni v svetu odraslih. Kot prva dva gosta se mi bosta v studiu pridružila Aljaž in Jan, ki nam bosta povedala, kako uspešni in aktivni so bili letos v študentski organizaciji Univerze v Mariboru. Pozdravljena. Prav. Torej, kako bi ocenila letošnjo študijsko leto? Kakšno je bilo? Je bilo uspešno? Ja, za strani študentske organizacije Univerze v Mariboru je bilo leto zelo uspešno. Za študente smo pripravili veliko zanimivih dogodkov, od jezikovnih tečajev do potopisnih predavanj, seveda tudi nekaj zabav, da so se lahko ob tem sprostili. Nekaj naših največjih projektov bi tudi tukaj omenil, se pravi, tu so Lampiončke in tudi dva, ki nas sedaj še čakata, to je konferenca in pa študentska delovna brigada, o kateri lahko tudi Aljaž nekaj več pove, ker je to delo njegovega oddelka. Torej, kaj je študentska delovna brigada? Je pač dogodek, ki ga letos organiziramo že 19. leto. Izberemo neko občino, ki doživi neko naravno katastrofo. Zdaj, letos na srečo ni bilo občine, ki bi potrebovala zaradi neke naravne katastrofe, zato smo se odločili za občino Kranjska Gora, ki nekako, ko vseeno, če nešče najprej sliši za Kranjsko Goro, misli, da je pač to bogata občina, ampak po ogledu smo pač ocenili, da je v okolici kar veliko postoriti, tako da se od 21. do 30. julija se že 19. leto z 50 študenti odpravljamo v Kranjsko Goro, kjer bomo 10 dni prostovoljno delali na 5 deloviščih, naprimer barvali bomo šolo, potem urejali kolesarske steze, peš poti, pomagali starejšim in socialno ogroženim prebivalcem na kmetijah, tako da pač dela je dovolj. Upamo, da se bo pač študentov čim več prijavilo. Do zdaj nismo imeli problemov in da bo pač dobra volja. Kako potekajo prijave? Prijave so že odprte, sedaj imamo okrog 20 študentov. Študenti se prijavijo preko spleta, samo v brskalnik napiše študentska delovna brigada in da povezavo, se tam prijavijo, potem izpolnijo tudi za velikost oblačil, ker dobijo hudije ter majice, ki jim potem tudi tam pripomorejo k boljšemu delu. Super, ja, zasledila sem, da v ŠOM-u tudi iščete nove člane. Kakšen mora biti ta član, kdo se lahko pridruži? Tako, iščemo nove sodelavce na ŠOM-u, ker vsako leto se, bom rekel, nekaj starih poslovi in zato rabimo tudi novo delovno silo z novimi idejami, svežim zagonom. Kaj mora biti? Mora biti študent Univerze v Mariboru. Razpis je zunaj do 15.6., tako da tisti, ki se še niso prijavili, se lahko še prijavijo. Pošlje življenjepis in tudi zraven pripiše, katero delo ga najbolj zanima. Tukaj imamo 4 oddelke, in sicer oddelek za interesne dejavnosti študentov, oddelek za socialna in zdravstvena vprašanja, oddelek za mednarodno sodelovanje in pa oddelek za univerzitetno politiko, izobraževanje in politiko. Tako da, če si želi delati, organizirati razne zabave, so prijavljene interesne, če želi delati bolj kakšne socialne projekte, na socialo in mednarodne. Tako da vsak se lahko odloči, kam bo šel. Kaj pa prirejate za bruce naslednje študijsko leto v oktobru? Za bruce, tako kot vsako leto, na začetku oktobra jim pripravimo eno takšno mapico, ki jo delimo v prvem šolskem študijskem dnevu, kjer dobijo informacije, kaj bo študentska organizacija pripravila za njih prvih 14 dni. V tej mapici je tudi blokec in pa kuli, da se tisti prvi dan zapišejo pomembne informacije, ki jih dobijo na faksih, in pa nekakšno posvetilo za uspešen študij in uspešno študijsko leto tudi jim dodamo noter. Katere pa so tiste pomembne informacije, ki jih študentje morajo vedeti zdaj, med poletjem? Ja, tu so predvsem roke. Zdaj, za vpis, za drugi vpis, tisti, ko so zamudili v prvi vpis oziroma niso bili sprejeti na željeni študij, imajo od 22. do 29. avgusta možnost, da se pač vpišejo študij. 6. meseca. 8. 22. do 19. avgusta možnost, da se vpišejo na študij, ki ga želijo. Tu treba poudariti, da 3. roka več ni, tako da kdo bo zamudil drugega, pač letos ne bo mogel študirati. Potem je pomembno glede, kateri študenti hočejo bivati v študentskem domu z subvencioniranim, se pravi, to je razpis že odprt, traja pa od 1. junija pa vse do 16. avgusta, tako da tisti, ki že bivajo, jim bodo podaljšali, in tisti, ki bodo novo dalje, morajo biti pozorni na te roke. Potem
morajo pač biti pozorni, da si pred začetkom študija, čeprav si lahko tudi skozi leto uredijo tudi subvencioniran prevoz, subvencionirano hrano ter status na študentskem servisu. To si lahko skozi celotno leto, prav tako pa si lahko uredijo razne štipendije. Zdaj štipendije, ki jih podeljuje Center za socialno delo, se pravi tako imenovane državne štipendije, lahko kdajkoli čez leto zaprosijo in bodo potem dobili naslednji mesec še do upravičene. Potem pa še imamo za Zoisove štipendije, ki bodo razpišejo ven junija, tako da ponavadi je tam julija, avgust so roki, da dajo, prav tako za deficitarne štipendije ter kadrovske štipendije, tu pa pač morajo biti pozorni na roke. Morda se dotaknemo še samo področja študentske politike, je kaj novega tukaj? Ja, na študentski politiki se pač vedno nekaj dogaja, vedno moramo biti pozorni, kaj nam vlada pripravlja, kam bo skrila kak zakon, ker skozi leta se študentom po večini vedno jemlje. Dejansko smo študente edini, ko se jim ni vse od leta 2012 nič vrnilo, tako da pač tudi tu se borimo, da bi se čim več vrnilo. Zdaj, če spremljajo medije, je veliko govora o novi zdravstveni reformi, tu bomo opozarjali na nam krivično uredbo, ki pač govori, da vsi študentje, ki so stari nad 26 let, morajo sami plačevati obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kar pomeni okrog 55 evrov na mesec. To se nam pač ne vidi pošteno, tako da bomo vse naredili, da bodo se pač ta anomalija upravila in bodo pač študentje imeli, se pravi, pokrito preko staršev vse do te, kar redno študirajo, ker moram vedeti, da se zadnje leta se že omejilo študije, nišče se več ne more fiktivno vpisovati in podobno. Imate morda za konec še kakšen nasvet za bruce in pa seveda zdajšnje študente, ki še študirajo? Ja, želimo jim, glede na to, da se bliža uspešno obdobje, mislim izpitno obdobje, in v imenu študentske organizacije Univerze v Mariboru želimo čim bolj uspešno to obdobje in pa seveda naj ne pozabijo malo iti stran od knjig, da bo glava se malo sprostila in prečistila in da potem bojo z novim elanom in zagonom se lahko naučili in uspešno upravili vse izpite. Super, Aljaž in Jan, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Hvala za tebi. Študentje magistrskega študija medijskih komunikacij se borijo proti sovražnemu govoru. Kaj več o tem nam bosta povedala Luka in Katja. Pozdravljena. Lep pozdrav. Torej, kampanja Nesovražni. Kaj pravzaprav je to? Odkot izvira ideja? Kakšni so bili začetki? Pravzaprav smo s to kampanjo začeli na pobudo naše profesorice, gospe Suzane Žilič-Fišer, ki nas je prijavila na ta globalni projekt Facebook Digital Challenge peer-to-peer, ne? In v tem projektu je bila naša naloga, da ustvarimo kampanjo proti sovražnemu govoru in torej, tako smo se vsi študentje magistrskega študija aktivirali in začeli s tem projektom. Pa ste pričakovali, da bo takšen odziv, da se bo tako razširila? Na začetku sicer mislim, da nismo pričakovali. Smo bili kar presenečeni, da smo dobili toliko pozitivnih, pa tudi negativnih odzivov. No, tako da. Česa je bilo več? Ja, pozitivnih. Ja, v bistvu so z nami ljudje raje osebno delili te pozitivne izkušnje. Na Facebooku, na primer, pa smo dobili kar nekaj negativnih komentarjev. Kakšen je pa pravzaprav tisti glavni namen te kampanje? Kaj ste želeli z njo doseči? Hoteli smo povedati, da je lahko vsak žrtev sovražnega govora. Ter nekako z našo kampanjo zavestiti, da ne bom naslednji. To je tudi naš slogan. Ne bom naslednji, ki bo širil sovražni govor in prav tako žrtev sovražnega govora. V okviru te kampanje ste pred kratkim organizirali tudi dogodek Hejtex. Kaj pravzaprav se je zgodilo na tem dogodku? Bili so tudi določeni predavatelji. Kako ste zadovoljni samim odzivom? Ja, na dogodek smo torej povabili predavatelje, imeli smo okroglo mizo in pa 2 predavanji. Seveda, mislim, da smo kar zadovoljni z odzivom, glede na to, za kako temo gre in da se ljudje pravzaprav ne radi odzivajo na take dogodke, ampak konec koncev smo kar dobro izpeljali zadevo. No? Bi dejala, da je o tem še vedno premalo govora? Vsekakor. In ravno zaradi tega smo se tudi odločili iti v to kampanjo. Boste nadaljevali tudi naprej, glede na to, da je zdaj zaključek študijskega leta, prihodnja morda? Nekako smo zdaj s projektom kot projektom samim končali, čeprav imamo še tekmovanje. V bistvu ta Peer-to-Peer Digital Challenge ima tudi
tekmovalno plat, sicer gremo na Dunaj, če nas izberejo, in Washington na tekmovanje med vsemi temi projekti, ki so bili sorodni. Drugače pa po končanem projektu oziroma po teh tekmovanjih planiramo ustanoviti društvo Nesovražni in tudi nadaljevati nekako s kampanjo proti sovražnemu govoru. Je super. Obiskali ste tudi različne šole v okviru tega projekta. Kakšen je bil odziv tam? Vemo, da gre za učence, dokaj mlajše in dijake. Res je, obiskali smo osnovno šolo Ludviga Pribelška in prvo gimnazijo Maribor. In moram reči, da pri delavnicah so odzivi kar zreli in učenci se zavedajo približno pomena sovražnega govora in je pomembno tudi, da se z njim o tem govori, zato bomo tudi verjetno več tovrstnih delavnic izvedli. Je pa igra asociacij, ki smo je igrali z učenci, izjemno čudovite mnenja dobiš. Zakaj pa ste se odločili za promocijo, da bazira predvsem na Facebooku? Predvsem zaradi tega, ker je nekako naša ciljna skupina večinoma na spletu in je to neko osnovno gonilo bilo. Dejali ste, da ste dobili kar nekaj negativnih komentarjev na Facebooku. Kaj takšnim ljudem sporočiti? Mi smo se odzvali na način, da smo ponudili jim možnost, naj povedo oni svojo definicijo sovražnega govora. In smo potem dobili nekaj čez 40 komentarjev. Kakšne so bile te definicije? Ja. So bile v skladu s tem, kaj pravzaprav to sploh je? V bistvu smo na koncu ugotovili, da so to taki ljudje, ki dejansko mešajo politiko, vse zadeve, sploh ne preberejo, zakaj gre pri našem projektu in so nas začeli napadati pač zaradi nekih pravzaprav neutemeljenih stvari. Se pa tudi razvila debata o meji med sovražnim govorom pa svobodo govora, ki je tudi izjemno pomembna človekova pravica. Tako da smo pustili nekako odprto diskusijo pri tem. Tiste žalitvene komentarje pa smo tudi potem blokirali zaradi tega, ker so škodili naši kampanji. Tisti, ki so res vztrajali pri tem. V okviru te kampanje ste naredili kar nekaj kratkih filmčkov in ste jih potem objavili na Facebook. Je to tudi zaradi tega, ker ste študenti medijskih komunikacij? Prav gotovo. Imamo vrsto različnih znanj, ki jih dobimo na našem študijskem programu in ena izmed teh je videoprodukcija, ter so se kolege lotile tudi tega. Pa smo naredili, mislim, 4 filmčke. Super, morda še kje lahko najdemo več informacij v prihodnje? Naša spletna stran je nesovražni.si ter Facebook seveda in Instagram Nesovražni. Super. Luka in Katja, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Seveda želim, da ta kampanja še se nadaljuje in seveda uspešno na tekmovanju, če uspete priti na Dunaj ali pa celo Washington. Upamo, ja. Hvala lepa. Študentski domovi Univerze v Mariboru ponovno vabijo k vpisu. Kako ta poteka, nam bo povedala direktorica Lidija Divjak-Mirnik. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Tako je, v tem trenutku je odprt razpis za sprejem in podaljšanje bivanja v študijskem letu 17-18 in sicer objavljen je na naši spletni strani in pa seveda tudi tam, kamor se študentje morajo prijaviti, to pa je evš.gov.si podbivanje. Pomembno je, da si zapomnijo rok in sicer od 1.6. do 16. avgusta je ta razpis odprt. Kar pomeni, da se k nam morajo prijaviti tisti študentje, ki pri nas že bivajo, pomeni, da oddajo prošnjo za podaljšanje in seveda tisti študentje, ki bi pri nas radi bivali in oddajo prošnjo za sprejem. Zdaj, jaz bi opozorila, da naj študentje ne čakajo na zadnji dan, ker se veste, ponavadi se kaj zgodi in se kaj pozabi in kakorkoli, naj oddajo prošnjo sedaj, ker je razpis odprt. Namreč dostikrat se nam potem zadnje dneve dogaja, da kličejo, da nekaj ne gre, da so nekaj pozabili, da so kaj se zmotili in potem seveda je panika popolna. Zato se naj prijavijo zdaj takoj. Kako je s selitvijo? Selitvami je tako. Mi bomo 15. septembra objavili tako imenovano prednostno listo, kjer se bo študent lahko poiskal in našel, kdaj bo vseljen. Nekateri bodo povabljeni na vselitev takoj septembra, nekateri oktobra, nekateri septembra in oktobra. Lani smo pa zadnje študente, mislim, da selili okrog tam na začetku novembra.
Jaz bi tukaj opozorila starše in seveda študente same, da naj ne hitijo z iskanjem sobe pri nekih zasebnikih, ker tam jih seveda zavežejo, da podpišejo pogodbo za 1 leto, da plačajo naprej kotizacijo in potem, ko jih mi v oktobru pa k nam povabimo, pa rečejo, joj, ne moremo, ne pa bi radi. Zato naj ne hitijo, naj počakajo, kak mesec dni ali 2 se naj vozijo ali kako drugače uredijo prenočišča in ne hitijo k zasebnikom, ker pač tam bodo dosti več plačevali. Kdo ima prednost v bivanju v študentskem domu? Ja, prednost imajo pravzaprav tisti, ki največ točk dosežejo v skladu s pravilnikom in v skladu s točkovanjem. Se pa točkuje oddaljenost, pomeni 25 km iz Maribora morajo biti oddaljeni, potem in seveda bolj si oddaljen, več točk dobivaš, potem materialno stanje družine je pomembno, ampak v zadnjih letih se je izkazalo, da samo par študentov je preseglo ta cenzus, tako da tu ni problem materialno stanje. Seveda status morajo imeti, pomeni, da morajo biti aktivno že vpisani ali pa narediti vse izpite, da se vpišejo v novo študijsko leto. To so te glavne stvari. Je pa res, da tisti študenti, ki dosegajo neke izjemne dosežke na nekaterih področjih, to lahko priložijo in se jim bo upoštevalo. Prav tako se upošteva študentom s posebnimi potrebami oziroma s kakršnimi koli zdravstvenimi težavami, se jim upošteva tudi to kot, da rečem, olajšava in zaradi tega dobijo več točk. Kako pa poteka izbira sobe, izbira samega študentskega domova? Ja, zdaj poteka tako, ne. Mi načeloma sledimo željam študentov, se pravi, da tam, kjer bi želeli živeti, jih načeloma vseljujemo. Res pa je, da se včasih zgodi, da tam ni kaj prosto, ne. Zato imajo študentje tudi možnost, da se tekom študijskega leta preselijo. Načeloma pa vseljujemo, kot rečeno, v bližini fakultete in pa po željah. Dostikrat se nam zgodi, da bi študentje radi skupaj živeli in potem kar prijateljice pridejo, pa bi rade bile skupaj. Mi s tem nimamo nobene težave. Tudi fantje in punce lahko skupaj živijo, se pravi pari. Za njih imamo poseben dom v podiplomec, se mu reče, oziroma dom 15. Edini pogoj naš je, da morajo podpisati izjavo, da se strinjajo, da živijo skupaj. Drugače mi vseljujemo fante k fantom, pa punce k puncam. Kaj pa, če nekdo želi stanovati sam? Tudi to možnost imamo tudi 631 enoposteljnih sob. Je pa res, da je zato se potrebno prijaviti oziroma v tem trenutku oddati prošnjo za enoposteljno sobo. Razpis je na naši spletni strani, študentje naj to izpolnijo in kar pošljajo. Kakšne novosti boste imeli v študentskih domovih v prihodnjem študijskem letu? Ja, zdaj mogoče še samo novost za tiste, ki so diplomirali. Tisti študenti, ki so na prvi stopnji že diplomirali, morajo oddati prošnjo za sprejem. Pomeni, da morajo ponovno iti na začetek postopka, kljub temu, da pri nas že sedaj bivajo. Pri nas bodo lahko ostali v sobah, v katerih so, vendar bodo morali plačevati neekonomsko stanarino plus subvencijo v skladu z sklepom Upravnega odbora Univerze v Mariboru. To je novost, drugače pa imamo še letos plan eno investicijo izvesti, to je dom 7, vendar bomo videli, kako daleč bomo lahko zadevo pripeljali. Kaj pa med poletjem oddajate tudi v turistične namene sobe? Ja, mi tiste sobe, ki so proste in zdaj jih je že kar nekaj, oddajamo tudi turistom. Ponavadi gre za kolesarje ali pa za kakšne backpackerje, se pravi, gre za nižji cenovni razred, ne? Naše cene so od 16 do 22 evrov, tako da vljudno vabljeni vsi, ki ne vejo, kje bi prespali v Mariboru, da pridejo k nam. Kje pa lahko najdemo še več informacij, kakšna spletna stran? Tako, naša spletna stran www.studentskidomovi.si ali pa naš Facebook profil Študentski domovi Maribor. Skratka, informacije je dovolj, če le vtipkajo v Google Študentski domovi Maribor, jih bo vse pripeljalo. In mislim, da smo tudi mi dve danes veliko povedali. Gospa Lidija, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Hvala lepa vam, srečno. Za konec pa vam bomo predstavili še Društvo študentov naravoslovja. Kaj več o tem nam bo povedal Urban. Lepo pozdravljen. Zdravo. Torej, kaj pravzaprav je namen Društva študentov naravoslovja? Kdaj ste nastali in kakšne aktivnosti izvajate? Društvo študentov naravoslovja je nastalo nekje v oktobru leta 2014, ko se nas je nekaj študentov študijske smeri biologija in nekaj z smeri ekologije z naravovarstvom preprosto vsedlo dol in ugotovilo, da bi radi imeli torej ob rednem študiju na faksu še neko organizacijo oziroma neke obšolske dejavnosti, neformalne dejavnosti, ki bi nas povezovali in ki bi nekako bogatile našo to študijsko pot.
Na ta način smo se potem organizirali malo bolj in ustvarili svoje društvo, ki zdaj že 3. leto veselo deluje. Zakaj pa meniš, da do tega ni prišlo prej? Je do tega prišlo prej. Mi smo bili, če se ne motim, 4. poskus ustvariti društvo. Samo poskusi so torej bili? Ja, poskusi, ki se potem iz teh ali onih razlogov niso obdržali. Moram pa reči, da poleg našega truda je tudi Univerza v Mariboru in naš oddelek nam fejst pri tem pomagal. Tako da s skupnim trudom smo zdaj že 3. leto prijetno uspešni. In upam, da boste še naprej. Kakšne aktivnosti pa izvajate v okviru tega društva? V okviru društva izvajamo različne delavnice za naše člane, bodisi so to take priložnostne stvari, ki so na primer sezonsko postavljanje ograj za dvoživke. To smo leta 2015 in 2016 naredili pri slivniških ribnikih in prenašanje potem dvoživk tudi preko ceste. Letošnje leto bomo to naredili pri 3 ribnikih v Mariboru. Sodelujemo pri projektu BioBlitz, kar je 24 ur z reko Mura. To se vsako leto imamo tam delavnice za otroke oziroma vse obiskovalci, ki pridejo. Za naše člane organiziramo potem tudi take motivacijske piknike in druženja, zato da povežemo tudi študente ne samo istih smeri študijskih, ampak tudi znotraj našega faksa med seboj, da se vzpostavi neka taka organska mreža. Organiziramo tudi filmske večere in pa predvsem predavanja, tematska predavanja, katerim pa potem ponavadi sledijo tudi tereni. Zato da se praktično znanje, ki se sliši znotraj predavanj, potem tudi dejansko vidi na terenu in v praksi. Torej, poleg dela še vedno čas za zabavo? Ja, vsekakor. Kako pa lahko nekdo postane vaš član? Mora biti študent na vaši fakulteti ali ni to obvezno? Ni nujno. Dovolj je že zanimanje za najrazličnejše naravoslovne smeri in pa potem, da kontaktira društvo, se oglasi v naših prostorih društvenih in se preprosto včlani. Nekaj si omenil tereni, predavanja, morda kaj bolj podrobnega o tem, bi lahko nam kaj povedal? Vsak mesec probam organizirati predavanja povezana z tereni, ki nekako odgovarjajo letnem času, v katerem smo. Zdaj po zimi se je to kazalo na primer sledenju zverem na Pohorju, kjer opazuješ. Najprej smo seveda šli skozi teorijo, ki jo je odpredaval predavatelj, potem pa nas je, torej kako slediti zverem, kako prepoznati odtise v snegu, po iztrebkih, po prepoznavnih znakih na lubju in tako dalje, potem pa te znake poiskati v naravi, na terenu. Še nekaj mogoče malega o terenih. Vsako leto je višek delovanja društva, se torej nekako zaključi, nekako skupek celega delovanja je v naravoslovnem taboru, ki smo ga zdaj že 2-krat uspešno organizirali. Tam se za približno en teden zberemo člani, ki se za njega odločijo in v različnih delovnih skupinah, tematsko razdeljenih delovnih skupinah spoznavamo naravo, v off-timeu se pa potem podružimo in delimo znanja. Organizirate tudi poletne tabore? Ja, ravno ta tabor, ki se zgodi ob koncu poletja, najboljše zato, ker ravno v času med poletnim in jesenskim izpitnim obdobjem, tako da se lahko človek bodisi malo sprosti, bodisi kakšno znanje na taboru tudi nadgradi. Koliko študentov se približno udeleži tega tabora? Kakšni so odzivi? Odzivi so zelo fajn, torej vsako leto ga napolnimo, kar odgovarja približno 30-35 študentov. Toliko, koliko nas ponavadi gre v skupine, torej da zapolnimo te tematske skupine. Bo tabor tudi letos? Seveda. Ne vemo še sicer kje, imamo že nagledano, ampak ne ostane presenečenje. Kdaj bodo potekale prijave? Prijave bodo potekale od konca junija, predvidoma konca junija naprej, tabor je pa potem v izteku avgusta približno.
Zakaj pa bi po tvojem mnenju nekdo izbral študij naravoslovja? Kaj ponuja tak študij? Študij naravoslovja ponuja v začetku zelo dober pregled, zelo podroben tudi pregled skozi vse veje biologije. Pri študiju ekologije z naravovarstvom pa se že v okviru tega študija študent malo bolj skoncentrira na ekološko naravovarstvene aspekte naravoslovnega študija. To zelo dober pregled ponuja, tako da se potem lahko študent tudi najde v specifični veji in jo ob pomoči profesorjev in predvsem asistentov se lahko tudi aktivno vključuje v raziskave. Ja, vemo, da se bliža zaključek študijskega leta in seveda potem v oktobru novo študijsko leto. Imaš morda kakšen nasvet za vse bruce? Za vse bruce mogoče en taki nič kaj skromen nasvet, da se pridružijo našemu društvu, ker ne samo, da bojo redno informirani o rednih študijskih stvareh in da bojo informirani o predavanjih in o filmskih večerih, ki jih imamo. Z društvom smo se res potrudili in se še dalje trudimo vzpostaviti med študenti mrežo, preko katere so preprosto bolj povezani, kot so povezani že znotraj klasičnega študija, kar pa se potem odraža v lažje se zmeniti za prevoze na terene, dopolnjevanje zapiskov in vse, kar spada k uspešnemu študiju. Super, Urban, najlepša hvala za obisk v našem studiu in želim ti uspešen zaključek študijskega leta. Hvala. Tudi vam, drage študentke in študentje, želim uspešen zaključek študijskega leta. Sedaj pa le pridno za zvezke. Izpitno obdobje je tukaj. Adijo.